Zdravo, dobrodošel v Mastercard Športna akademija podcast. To je premiera, tudi verjetno zate. Tako da me veseli, da se vidimo po nekem času in da bomo delili nekaj mnenj. Povej, kako si, kako kaj je šport, kako kaj je kariera. Hvala, enako me tudi veseli, dolgo se že nismo pogovarjali. Kariera gre, mislim, treniramo zdaj. Imamo to pripravljalno obdobje, naš trener na svetovnem prvenstvu za Portugalsko, tako da malo navijamo za njega, malo navijamo za Slovenijo, malo se delimo, ne vem, komu bi kaj čestital, kaj še reče, se srečajo, kaj bo pol. Ali ni to prednost socialnih omrežij, da lahko ločeno delaš te stvari, se pravi, če pa nočem nič vplivati na to, recimo, da stiskamo pesti za šport. Se misliš, kaj deleži? Načeloma ne. Razmišljal sem, da bi šel z družino gledati v Zagreb, ampak smo se odločili, da zdaj letos ne bomo šli. Bili smo na zadnje, ko je bilo, mislim, da je bilo Evropsko prvenstvo, ni bilo svetovno. V Zagrebu smo šli gledati Slovenijo, smo imeli tako lepo dogodivščino, smo šli prav z navijaškim vlakom, smo se peljali in pol je bilo tako, ne vem, nek občutek poseben, ko ti hodiš z navijaško skupino, nas Slovencev, pa te policija spremlja tam po Zagrebu do tiste dvorane. Se kaj reče, občinsko spremstvo ste imeli? Ja, je bila kar izkušnja. Okay. Mastercard Športna akademija, to je ena stvar, kjer smo se spoznali, kjer si tudi ti obiskoval, se pravi, kot obiskoval, se pravi, si bil udeležen. In na koncu seveda zanaljeval z nami tudi v drugih situacijah. Kar bi te vprašal je, po vsem tem času, se pravi od tistega prvega trenutka pa do danes, kdo si zdaj? Si drugačen, bolj samozavesten, poln znanja? Kako gledaš sebe? Kako bi ta period mogoče opisal v enih par stavkih? Ja, zdi se mi, da sem da sem si odprl oči bolj. Videl sem tudi, spoznal sem, kako drugi športniki gledajo na njihove športe in nas tudi na moj šport. Malo to neko širšo sliko in pač tudi neke stvari, ki se v ozadju športa dogajajo, ko mogoče sploh ne veš, da tako vplivajo lahko na tebe, ko pa v bistvu res vplivajo. Ne. Še posebej, ne vem, kakšna psihologija ali pa športna prehrana. To so res take dve stvari, ko mogoče nisi 100%, če res tako vplivajo na tvojo kakovost kot igralec, pa na nek tvoj učinek na igrišču, ko pa v bistvu res vplivajo. Se ti je morda zgodilo, da si, ampak najbrž se ti zgodilo, da takrat v tistem letniku akademije v marsikako vprašanje, zakaj moram to, pa mogoče to ni ravno prav, ali pa tega ne rabim toliko. In danes, ko gledaš nazaj, vidiš, da se pa vseeno implementiral del tega v svojo pot. Ja, vse to je tudi skozi življenje, se mi da se to veliko zgodi, da ti kakšna stvar ni všeč, pa pol tako se matraš, da boš tisto naredil. Ampak pol, ko ti prideš do tiste neke ciljne točke, se ti zdi fajn, ok, zdaj sem to naredil, zdaj sem se rešil tega nekega grenkega vprašanja ali pa grenke dejavnosti in pol, ne vem, mogoče greš tja, pa si tako, to sem pa jaz delal, ni mi bilo fajn, sam zdaj pa lahko to uporabim, ne. Nekak in... Kaj pa samozavest je boljša? Ja, samozavest je boljša. Mislim, nasplošno tudi ta psihološka, da se ti nekako pripraviš na tekmo, da si bolj samozavesten, da v bistvu že prej pregledaš tekmo, ni tukaj nekega stresa na tekmi, ni neke nervoze nepotrebne. Za moje naslednje vprašanje mislim, da se pripravi in sicer prijateljstva, se pravi med športniki. Samo po sebi se zgodi, skozi akademijo športno, pride do novih spoznanstv, novih prijateljstv in tako naprej. Koliko je to pomembno dejansko enemu športniku, da v nekem krogu športnikov lahko deli določene izkušnje, ideje, znanja, vprašanja? Ja, mislim, to je dosti pomemben faktor, se mi zdi, ker ne vem, zdi se mi, da imamo bolj, ko ne imamo vsi kakega prijatelja tu pa tam zunaj, ko ne vem, se mogoče ne spozna tukaj na šport ali pa ne vem, starši doma se ne spoznajo tukaj na določene stvari v športu in je itak ti prav pride, da se ti, ne vem, nekomu izpoveš. Ne, da mu ti poveš, kaj si ti misliš, da malo podebatiraš o tem športu, o onem športu, malo različno. Je tudi fajn, da v bistvu z nekom lahko deliš to, kar prej nisi mogel. In ker
ne samo da trkaš na vrata članske ekipe, ne, ampak zdaj, ko si že izkusil res dobro vse to, je kaj, kar morda danes vidiš, da bi bilo dobro imeti v športni akademiji, pa tega ne vidim. Da je kakšno znanje, kakšna tema, ki je manjkala, pa bi danes bila. Kot prej, da bi jaz to uporabil. Recimo, da je to vprašanje, če morda meniš, da bi lahko kaj na novo implementirali tudi danes. Tudi spremljaš novo generacijo, zadnjo, predzadnjo, veš, razlike si opazil, določene in tako naprej. Pa mislim, zdi se mi, da ne, ker je dosti zauzeti te vse neke osnovne stvari, ko jih mi rabimo, se pravi socialna mreža vedno bolj, psihologija vedno bolj, prehrana je že od nekdaj, fizična pripravljenost. To so v bistvu določene stvari tudi v klubih počnemo, ne? In se pol to tudi, tukaj pa se sam poglobiš in ti je pol lažje vse, ne? Ampak določene stvari, ne vem, psihologija pa prehrana, to pa v klubu, še posebej v Sloveniji, verjamem, da se redko kdo dotakne teh stvari, ne? Mogoče v tujini se, ne? Tako da v bistvu se mi zdi, da mislim, jaz ne bi nič dodal. Zdi se mi, da... Ko si to omenil, je to bolj stvar organizacije klubov, ali je to bolj nepomembna stvar, ali je to tudi v klubih bolj prepuščena samim športnikom kot individualna stvar? To je kot samim športnikom individualna stvar, ampak se mi zdi, da bi to po mojem mnenju jaz uvedel kot timsko stvar. Ne vem, da so tudi včasih, ko je pač bilo, meni se zdi, da je to bolj stvar ekonomskega uspeha pa tega denarja, ki je pač v rokometu, zdaj govorim, v športu našem, in da bi, ko sem zdaj govoril, včasih smo imeli tudi športnega psihologa, so imeli člani in so ekipno hodili na psihologijo, da so v bistvu se kot ekipa še bolj povezali in pač zaradi tega so posledično bili tudi neki uspehi, ne. In zdi se mi pač, da je zdaj napaka, ko jo vsi delajo, da ko ni denarja, ti odzemeš te stvari, ko so ti denar služile, ne. Namesto da bi ti uvedel te stvari, še riskiral malo denarja, pa potem bi si ti gradil na tem, ne. Kako pa je na tvoje mnenje moj prvi posel vpliva dejansko na šport? Spravi, ideja sama mojega prvega posla je zmeraj, da nas seznanimo z nekimi osnovami tega, kar je na eni in na drugi strani pomembno. Vemo pa, da posel pa šport sta zelo povezani. Danes, ko gledaš malo nazaj, tiste tvoje prve korake, določene naloge in tako naprej, a tebi to danes že takrat dalo kako širino, pa danes vidiš drugače? Ja, mislim, tudi lažje ti je pol, ne vem, ko ti pristopi kak sponzor, ko ti nekdo pristopi, ti v bistvu že veš, za kaj gre, kam moraš ti prispevati, kam moraš ti narediti, in je v bistvu vse skupaj lažje, ko pa če bi ti, ne vem, nekdo pristopil, pa bi se pol ti mogel pozanimati, pa tam pomoč poiskati, pa tam pomoč, tako si pa v bistvu že imel ti neko ozadje, neko zaledje, da ti je pol tem lažje to izpeljati. Se pravi, en rezime, če rečemo teh zadnjega obdobja, nekaj let, je tvoj napredek evidenten, sam po sebi ga lahko oceniš kot strmo navzgor, ali si toliko ambiciozen, da rečeš, nisem še na polovici. Nisem še na polovici. Provokativno vprašanje. Morda kak na svet, rekel, zdaj vidiš, ne, malo to zunanje podobo, na svet za vse, ki še vedno razmišljajo o tem, ali v Mastercard športno akademijo da ali ne. Jaz bi se definitivno odločil za da, ker to neko zaledje, ta prijateljstva, ta poznanstva in predvsem znanje, ki ga dobiš, so res dobra popotnica na tvoji športni poti in pa tudi, če slučajno pride do nečesa, tudi na nešportni poti, ker moj prvi posel, psihologijo lahko uporabiš kjerkoli, prehrana, vsi jemo, vsi vemo, da moramo biti zdravi, isto fitness, vse stvari so tako sestavljene, da tudi če ti nisi športnik, pa da bi bil ti v športni akademiji, bi vse odnesel veliko dobrih stvari iz tega. Hvala, da si dokončno misel in hvala, da si se dovolil. Hvala.